Tako. Skratka, pogoji za to prijavo je, da to mobilnost načrtujete v letnem semestru še tega študijskega leta. Torej, upravičeno obdobje izvedbe tega razpisa je od 14. februarja do 30. septembra 2022. Seveda, obdobje fizične mobilnosti, ko morate biti v tujini, je po tem razpisu minimum 5 zaporednih dni ali največ 30 dni. Tukaj lahko računate tudi na 2 dodatna dneva za pot, oziroma bomo še malo kasneje šli še v podrobnosti, tudi 4, vkolikor se boste odločili za zeleno potovanje. Vsekakor pa v okviru tega razpisa ne smete biti mobilni več kot 30 dni, lahko pa ste mobilni večkrat. Za vsako takšno mobilnost bo potrebna nova prijava. Vkolikor boste kombinirali ta vaš del tudi z virtualno mobilnostjo, le-ta ni financirana, velja pa tudi kot v vsem ostalem Erasmusu, da vse skupaj, tudi z drugimi razpisi, ne smete biti mobilni več kot 12 mesecev na študijsko stopnjo. Torej, tukaj ste lahko mobilni največ 30 dni, lahko pa se v okviru kateregakoli drugega razpisa, ki so še odprti, odpravite še na mobilnost za ostale mesece. To bom pa malo več povedala na koncu, ker tudi tam so možnosti za doktorske študente. V okviru tega razpisa se lahko odločite, da greste na mobilnost z namenom študija ali z namenom prakse. Zdaj, pri doktorskih študentih je mogoče to včasih malo težje ločiti, ampak kar se nas tiče kot tistih, ki se boste pač prijavljali, če boste šli z namenom študija, mora obstajati sklenjen bilateralni sporazum, pogodba med našo univerzo in tujo ustanovo. Zdaj, tukaj ne bomo tako grozno natančni, kot smo pri tistem klasičnem Erasmus razpisu, kjer so razpisana mesta za semestrske izmenjave, ker nam je vseeno bolj pomembno, da ste vi pač dogovorjeni z nekom v tujini, ki je za vas pomemben za vaš doktorski študij in vas je pripravljen sprejeti, lahko za 5 dni. Vkolikor boste pridobili podpis in imamo na ravni fakultete tak sporazum sklenjen, potem lahko oddate prijavo. Če ste v zagati, mi pišete. Ta seznam teh sklenjenih sporazumov je objavljen na spletni strani pogodbe po oddelkih in če najdete institucijo, ki vas zanima na tem seznamu in vas je neka oseba tam pripravljena gostiti ali pa bi jo radi obiskali z namenom študija, da karkoli je ta profesor za vas pomemben in so vas tam pripravljeni sprejeti, bomo takšno prijavo sprejeli. Lahko se pa prijavite tudi na kratkoročno mobilnost z namenom prakse. To je lahko v podjetju ali podobni organizaciji, lahko pa je tudi v okviru univerze, se pravi tuje univerze. Recimo, da greste v kakšen laboratorij, da pač nekaj delate bolj raziskovalno. Delovna obveznost je v takem primeru navedena na tem študijskem sporazumu za prakso, ne bi bila 25 ur na teden. Tako da tudi tukaj se lahko greste pa pač čist v neko podjetje, ki je za vašo doktorsko dizertacijo, za doktorski študij pomemben in tam opravite to prakso. Zdaj, ni nujno, da se vam podelijo krediti za te mobilnosti. Seveda se vam lahko, vkolikor je možno, ni pa to obvezno, niti pri kratkoročni mobilnosti z namenom študija. Vkolikor bi pa pač recimo v tujini opravljali na tak način tudi kakšen od vaših predmetov na doktorskem študiju, je potem pač isti postopek kot pri normalni študijski mobilnosti, da mora biti potem to pod priznavanjem potem tudi urejeno in vnešeno v vaš elektronski indeks. Jaz tukaj vidim mogoče možnost individualnega raziskovalnega dela, ki ga imate na doktorski stopnji ali česa podobnega, seveda pa je vse to v dogovoru z vašim mentorjem za doktorat. V okviru tega razpisa ni možno pridobiti financiranja za namen udeležbe na konferencah. To bi bilo verjetno za doktorske študente zanimivo, vendar ta razpis tega ne omogoča. Kot sem pa že rekla, ste pa lahko mobilni večkrat do skupne vsote 30 dni
in seveda, vkolikor bodo sredstva na voljo. Razpis je odprt do porabe sredstev za sprotne prijave. Upravičene države so tiste, ki sodelujejo kot programske države Erasmus programa, to so vse članice Evropske unije, poleg tega pa še Islandija, Lichtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija. Torej v vseh teh državah lahko pač iščete, greste lahko čisto upravičeno na študijsko izmenjavo ali na prakso za to kratkoročno mobilnost. Pogoji, ki jih morate izpolnjevati, je seveda, da ste vpisani da ste študent ali študentka 3. stopnje. Pri mobilnosti za prakso je pa še možnost, da bi to prakso, to kratkoročno mobilnost za namen prakse upravljali tudi potem, ko študij že zaključite, ko doktorirate, vendar tu obstaja pogoj, da se morate nujno prijavo oddati, ko v bistvu status še imate. To je enako tudi na klasičnem razpisu za praktično usposabljanje in vkolikor prijavo podate še v času, ko še niste zaključili vašega študija, potem imate čas za izvedbo tega praktičnega usposabljanja, pač ali 1 leto po zaključku študija oziroma, kar bo je v našem primeru bolj verjetno, do zaključka tega razpisa, kar je trenutno 30. 9. 2022. Kako se prijavite? Glede na to, da je to razpis, na katerega bomo sprotno zbirali prijave, je omejitev, da se prijavite vsaj 30 dni prej in ne več kot 60 dni prej. Torej, da bi omogočili študentom, da ne bi zdaj vsi se menili na začetku in da je da dejansko, ko se boste tudi prijavljali, bo tudi že jasno, da boste to mobilnost lahko izvedli, sploh v teh časih, ki so precej, kako bi rekla, se zadeve spreminjajo iz dneva v dan. Prijavo z vsemi prilogami oddate preko vašega Visa. Na levi strani imate meni, prijava na izmenjavo in potem izberete ali prijava za kratkoročno mobilnost za namen študija ali prijava za kratkoročno mobilnost za namen prakse. Pri prijavi za namen študija je potrebno priložiti že ta študijski sporazum, podpisan z vseh 3 strani, torej vas, vašega gostitelja v tujini in vašega oddelčnega koordinatorja in plan raziskovanja, ki je potrjen strani domače in gostujoče institucije. Ti 2 prilogi naložite v Vis, jaz bom Vis dnevno gledala, ko bom videla prijavo, jo bom potem oddala na univerzo in z univerze boste potem prejeli navodila za spletno prijavo za finančno pomoč. Pri praksi je v bistvu potrebno oddati samo ta dokument, študijski sporazum za prakso, prav tako podpisan z vseh 3 strani. Torej, da mi vemo, da ste vi že dogovorjeni z vašim gostiteljem ali delodajalcem v tujini. Seznam teh oddelčnih koordinatoric in koordinatorjev je objavljen na naši spletni strani pod mednarodno pisarno, vkolikor ne veste, kdo to slučajno je na vašem oddelku. In tam najdete tudi ob objavi tega razpisa povezavo na oba ta zahtevana obrazca, se pravi študijski sporazum za prakso in študijski sporazum za študijsko izmenjavo. Zdaj pa finance. Finančna pomoč je tukaj opredeljena, so dnevni zneski, torej vkolikor ste mobilni do 14 dni, je to 70 evrov na dan, oziroma od 15. do 30. dneva fizične mobilnosti je to 50 evrov na dan. Vkolikor ste upravičeni, lahko dobite tudi enkratni dodatek za študente z manj priložnostmi. Do tega so upravičeni študentke in študentje, ki prejemajo, se pravi vi ali pač člani vašega skupnega gospodinjstva, enega od spodaj naštetih socialnih transferjev Centra za socialno delo, torej ali državno štipendijo, otroški dodatek, izredno socialno denarno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine. V primeru, da nimate slovenskega državljanstva, morate z ustreznimi dokazili na univerzo dokazati, da ste do tega upravičeni. Načeloma so to neki
izpiski vašega finančnega stanja in potem se primerja, kje je ta meja na centru za socialno delo, da ste upravičeni do teh dodatkov in kolikor ste pod to mejo, ste tudi upravičeni do tega dodatka. Tisti študentje, ki bodo upravičeni do dodatka za študente z manj priložnostmi, so upravičeni tudi do dodatka za pot, ki se izračuna na podlagi tako imenovanega Erasmus plus distančnika, kalkulatora razdalji. Torej, vkolikor boste imeli na tem tukaj tele razdalje, ste upravičeni do, za Evropo je nekje največkrat 275, 180, če greste zelo blizu, recimo v Zagrebu bo 23. Če se boste odločili za zeleno potovanje, se vam znesek poveča in se lahko zato dobi tudi financirane dodatne dni za pot. Se pravi, dodatek za zeleno potovanje. Do tega ste pa upravičeni vsi, ne glede na to, torej tisti, ki boste dobili sredstva za študente iz okolij z manj možnostmi, boste upravičeni tudi do dodatka za pot, ki je lahko tudi za zeleno potovanje. Vsi ostali študente, ki niste upravičeni do dodatka za študente z manj možnostmi, pa ste lahko upravičeni do dodatka za zeleno potovanje v višini 50 €, vkolikor boste v kraj mobilnosti in nazaj večji del poti potovali s prevoznimi sredstvi z manj emisijami oziroma skupinskimi prevozi. Torej, recimo tudi lahko z GoOptijem, kar pa ne pomeni, da se lahko z GoOptijem peljete v Benetke, pa tam odpotujete z avionom naprej, ampak da greste v bistvu večji del poti potujete na tak način. Ta dodatek za zeleno potovanje bo študentom nakazan po zaključku, ko boste pač predložili ustrezna dokazila, kako ste potovali, torej morate shranjevati račune in vkolikor boste odpotovali nekam daleč, boste lahko imeli dodatno financirane tudi 4 dodatne dni, 2 dni za pot in 2 dni za povratek, če bo to razvidno iz dokazil, da ste dejansko potrebovali te dodatne dneve. Študenti s posebnimi potrebami lahko zaprosijo še za dodatna finančna sredstva, torej vsi študentje, ki imate, študente opredeljene posebne potrebe in zato potrebujete, da bi upravili mobilnost, neka dodatna sredstva, jih nekako finančno ovrednotite, posebej boste k temu pozvani, koliko dodatnih sredstev bi potrebovali, recimo prilagojen transport, prilagojena namestitev, morda rabite spremljevalca, neke zdravstvene posebne storitve, karkoli, to opredelite univerzi, univerza potem na podlagi vaše prošnje in odobritve nacionalne agencije vam dodeli dodatna sredstva, da lahko to mobilnost izvedete. Vsi študentje, ki boste šli na to mobilnost za 2 tedna ali več, boste morali upraviti ta OLS jezikovni preizkus. K temu boste pozvani s strani univerze, boste dobili neko licenco in boste pač upravili. Tudi če ste že kdaj upravili ta test, ker ste že bili na Erasmusu na 1. ali pa na 2. stopnji, ga je v bistvu treba upraviti za vsako mobilnost, izjema so pač naravni govorci. Če greste za manj časa, pod 14 dni, to ne bo potrebno. Kontaktne osebe. Za študijske izmenjave na ravni univerzi je gospa Erika Bolčina, za praktično usposabljanje je z nami tudi danes Urška Ravnik, institucionalni koordinator, sprejevodja službe za mednarodno sodelovanje na univerzi je gospa Bibijo Vaska. Oddelčni koordinator je profesor ali profesorica, ki je na oddelku zadolžena za Erasmus, seznam, če ne veste, kdo to je objavljen tudi na spletni strani pod mednarodno pisarno. Fakultetni koordinator in bi rekla prva oseba za vsa nadaljnja vprašanja, ki se vam bodo s tem razpisom porajala, sem pa jaz in tudi moje kontakte najdete na naši spletni strani. Rada bi vas opozorila, da imamo še 2 odprta razpisa, na katerem tudi kot doktorski študentje lahko sodelujete. Imamo tako
tako imenovani klasični Erasmus, za študijsko izmenjavo, za dolgoročno mobilnost, ki je tudi odprt za vse 3 stopnje, za 22-23. Informativni dan za ta razpis bomo imeli jutri ob 13. uri. Za vse, ki vas zanima več oziroma ali ga mogoče ne poznate ali razmišljate, da bi se pač prijavili. Imamo pa tudi še vedno odprt naknadni razpis za praktično usposabljanje, ki je tudi odprt vsem 3 stopnjam in ima upravičeno obdobje izvedbe prav tako kot razpis, ki smo ga trenutno predstavljali, 30.9.2022. Na tem razpisu za praktično usposabljanje ste lahko mobilni od 2 do 12 mesecev oziroma pač do konca 30.9.2022 in je prijava tudi odprta do porabe sredstev. Tako da vi bi pravzaprav lahko kombinirate te razpise. Omejitev je pač 12 mesecev na študijsko stopnjo ste lahko mobilni, torej vam tukaj pač Erasmus ponuja več možnosti glede na to, kakšne so vaše potrebe in koliko časa pač morate bivati v tujini oziroma vam omogoča tudi več obiskov. Imate na spletni strani z naše strani povezavo tudi na pogosta vprašanja in odgovore, kjer najdete tudi že odgovore na določena vprašanja, ki smo jih tukaj obdelali, tako da tudi tam lahko preverite, ali ste do česa upravičeni ali niste, kakšne so vaše obveznosti. Tako da to je z moje strani to, kar je v tem razpisu. Mi si želimo, da bi bilo teh prijav več, da bi to možnost pozdravili, jo izkoristili, ker je bilo to nekaj, kar se nam je zdelo, da je manjkalo v dosedanjem Erasmusu. Tako, zdaj smo vam pa na voljo tudi za vprašanja. Jaz bom pogledala, kaj smo, če imamo